Živijo, živijo. Evo, na tole prekrasno jesensko jutro sem se zapeljal pa v dolino Krma in gremo en tak super krožno, eno tako super krožno pot. Vmes se bomo ustavili pa tudi na Velem polju, kjer bomo malo pogledali tele jesenske macesne. Tako da, pejte zraven. Vsake toliko časa se splača malo nazaj pogledati proti dolini. Zadaj je pa Tavška baba, se vidi. Gremo naprej. V dobrih 45 minutah se pa prvič poravna in pridemo počasi med macesne. Tale vrh gor, to je pa Vernar, se pravi vrh, na katerega imam pol plan iti na poti nazaj. Takole z ovinkom pa čaka že prva planina in čudoviti macesni. Kakšen pogled, a? Noro. Tole pa že naša druga planina. In počasi tudi sončku bližam, česar se neznansko veselim, ker je kar malo hladno. Kakšen mir. No, tle na tej drugi planini, nekje sred planine, se pa odcep levo gor pot proti Bohinjskim vracom in tle bom pol dol prišel v krožni turi. Tukaj sicer na tej poti gor sta dva takale korita in dostikrat se zgodi, da kaj vode teče, ampak ne se prav zanašati na to. Zdajle, kam pa na sončka prišel, bo pa iz jeseni takoj ratalo poletje. Malo razgleda. No, takole je pa na Prgarci. Čist nikogar nikjer. Gremo pa kar naravno zgor. Tole je pa res pravlično na teli planinci. Kakšne barve. Tole pa zasilni bivak oziroma bivak v teli koči. Tle je prekorito malo nad planino, je pa križišče in marsikdo ga spregleda. Tukaj naravnost, če gremo gor, gremo proti Staničevi koči, pa Krederci, levo gremo pa na Konjsko sedlo, tako da mi gremo levo. Zdaj se malo lepši vidi, tale, tukaj je zdaj mali Draški vrh, pa veliki, ta desna je pa Tost. Nismo namenjeni pa sem le gor. Še ten zadnji pogled proti Krmi. Bomo pa šli za ovinke. Tiste tam čist dol je Rjavina, pa je tukaj Rše malo bolj levo, tukaj je pa Krederca, tole je pol že
začetek Triglav. Takole, na konjskem sedlu sem srečal enega fanta iz Češke, sem malo poklepetala. Zdaj pa sem se jaz namenil naprej proti Planiki, tako da gremo gor. Ja, mogoče že to, če nočete toliko velikega kroga delati, še vseeno radi na Rudno polje pogledati, oziroma na Velo polje pogledati na Cesne, tukaj do Vodnikovega doma in pol isti krog delate, oziroma zaključujete isto krog, ki ga bom pol jaz kasneje. Ta je pa veliko krajša pot, kot jo bom jaz zdaj naredil. Pa tudi fantastično lepa. Še malo pa bomo na Planiki. Tole se pa že kanja v cvet. Tole sta pa mali in veliki Triglav, pa streha koče Planika. No, pa smo prišli na drugo najvišje ležečo kočo v Sloveniji, Planika, 2400 metrov približno. No, to je pa lepo, da so nove WC naredili na Planiki. Prej niso bili prav nič okusni. Evo, še malo razgleda. Pa gremo proti Doliču. Drugač pa tole dol je Velo polje. Je pa tlele vmes eno odsek zavarovan z jeklenicama, tako da ni pa nič posebnega. Tlele pa prava tabla za pisati, za podpise, za reklamo iz kamnov narejena. Bom še s tamle izgale kucla, posnel ste še lepše vidite. Pogled na Velo polje, pa Tost. Kar kul. No, en del se celo malo po skalah spnemo tlele proti Doliču. Zdaj smo pa še skoraj pri koči na Doliču. Tole je pa pot na Hriberce, na drugi strani pa so pa že prehodavci in se začne dolina Triglavskih jezer. Zdaj smo sorazmerno blizu Triglavskih jezer. Tole dol, ta spodnja pot, je pa pot, po kateri gremo proti Velem polju. Tamle pa že koča na Doliču. Ampak ne bomo še čist do nje, ker je malo spotino. Pa itek je zaprta. Ko štartamo na tole pot proti Velem polju, treba biti malo pazljiv, ker nikjer nič ne piše. Oziroma te napisi so toliko zbledeli, da se ne da nič prebrati. Je pa drugače tale pot je taka zelo luštna. In tudi v visoki sezoni tukaj ne boste veliko ljudi srečali.
je začel pa oblačiti. Tamle malo planike se še vidi tamle gor malo. Malo bo pa oblaki. Tamle se vidi lepo pot pod Wernerjem proti Vodnikovi koči. Tukaj pa prihajamo zdaj v del, kjer sem jaz do zdaj največ cvitcev videl. Tukaj jih je bilo pa res tako veliko. No, ampak zdaj ne vem, če so še budni ali že to spijo žvalce. Počasi že prihajam med cestne. Zdaj pa če boste zelo dobro pogledali, tamle pod Toscem vidi tudi Vodnikov dom. Tole pa je macesnova predstava zlatorumenih iglic. Super je tudi, ker takole rušče vmes, malo s to zeleno barvo, malo kontrast naredi. Na tabli piše, da imamo še 30 minut do Vodnikovega doma. Popejmo, ne? Takale luštna pot je. Tle. Pa smo na Velem polju. Kaj bi v raj prišel. Drugače pa tlele na Velem polju je imel pa tudi drugi človek nekdanje Jugoslavije, mislim, da je bil Kardelto, ne, ali bil Dolanc. Imel tlele vikend in hiša še zmer stoji, tako zelo lepa. Škoda, ka v vrhove zdaj meglice obdajajo. Rače tle z Vodnikove koče je eden najlepših pogledov na Triglav. Sploh po telem letnem času. Če boste dobro pogledali, tamle se vidi ta dve strehi. Ena je streha od vikenda, ki so ga imeli varnostniki od Kardela. Tam malo bolj levo je pa streha od vikenda vidi. Tukaj gor se pa še ne vidimo, ki smo že zelo blizu Vodnikove. Smo že čistle. Evo, pa smo pri Vodnikovi koči oziroma domu. Je pa to v mene ena najbolj prijaznih visokogorskih koč. Plus to, tukaj je najvišji izvir v nekdanji Jugoslaviji, kakor sem bil podučen. Zadnji pa žal Triglav v oblakih. Se pa vidi planika. Panoramo naredimo. Da vidite tole Velo polje. Tale hrib čez je pa Mišel vrh. No, tamle dol se zdaj še lepša streha od vikenda vidite. Gremo pogledati pa še zimsko sobo. Super. Super.
Zdaj od vodnikove koče, oziroma doma, pa kar direkt gor urežemo proti Krmi. Idemo. Takole na Bohinjskih vratih smo. Zdaj na tej strani Krma. Tle pa Velopolje. Zdaj glede na to, da je Triglav v oblakih, na Wernarja na hodu, je pa drugače tle nemarkirana potka gor. Na parih mestih malo izpostavljena, pa drugače kar kulno. Tako da, to je to, gremo v Krmo. Od vrat zdol se treba bolj levo držati in prijete v bistvu male melišča, pa prijete na pot. Takole, jaz sem nazaj v Krmi, v civilu. Izlet ste videli, je bil res fantastičen. Sploh v tem letnem času je Velopolje pa tale pot od gor s temi macesni, jaz sem navdušen. Tehnično pot ni ne vem kaj zahtevna, fizično tudi ni nek ekstrem. Vse podrobnosti te tehnične oziroma statistične bom dal od spodaj pod video. Škoda, no, edino, ker je Triglav šel v meglo, da nisem skočil še na Wernarja, ampak bo ostal za drugič. To je to. Nič, imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Ajde, čau!